upam, da ne boste na koncu žvižkali. Dober večer tudi strani organizatorjev. Lepo vas pozdravljam na prvem srečanju od 4, ki jih organizira skupnost družin Sončnica. Danes mi je v veliko čas, da lahko pozdravim prvič od našega gosta patra Karla Gržana. In to, da ne pozna, naj povem, da se je rodil v Celju, po končani gradbeni šoli vstopil Redka Kocinov, diplomiral na Teološki fakulteti in bil leta 1985 posvečen duhovnika. Danes je kaplan v Lučah in Solčavi, opravil je magisterij in doktorat iz literarnih ved, ukvarjal se s problematiko zasvojenosti, ustanovil dom Pirinovo komuno za dekleta, je avtor številnih knjig, predvsem o medčloveških odnosih, išče odgovore in poti zase in za ljudi v stiski. Niti arheologija mu ni tuja, piše tudi za otroke, je velik ljubitelj živali, redno piše članke v številne revije. Na današnjem predavanju nam bo dr. Gržan spregovoril o nevzdržnosti današnjih razmer in to tudi vzrok 95 vitez, pribitih na vrata svetišča neoliberalnega kapitalizma. V njih nas poziva, da se odvrnemo od krivičnega in zločinskega schematizma in obudimo nauk ekonomije, katere temeljno poslanstvo je skrb za dom in posameznika. Kaj narediti, da bomo bolje živeli v tej družbi, ki ji pripadamo, nam bo spregovoril naš današnji gost. Beseda je vaša, imam besedo lepo poslušati. Hvala. Še enkrat veliko pozdrav vsem, ki ste se zbrali nocoj k temu našemu druženju, ki bo povezano s mogoče malce neobičajnim razmislekom. Zakaj neobičajnim? Preprosto zato, ker bo tole naše razmišljanje skušalo odpreti nov horizont, zaradi katerega bomo lažje razumeli, zakaj je kljub temu, da se toliki trudijo, tako imenovani ekonomisti trudijo, da bi nam bilo dobro in bolje živeti, zakaj se kljub temu situacija v svetu slabša. Pred kratkim smo slišali vse v Sloveniji podatek, da se revščina na svetu povečuje. In če pomislimo, da je na svetu na 10 tisoče doktorjev ekonomije, da nam tudi politiki kar naprej govorijo, da se trudijo za to, da bi se stanje izboljšalo, kako je potem mogoče, da se na osnovi tolikšnega prizadevanja na tem svetu dogaja toliko krivic, toliko stisk, toliko bolečin. Pred 500 leti si je na podoben način zastavil verjetno Martin Luther vprašanje. Namreč govoriti o Bogu, ki naj bogati naše človeško življenje, zakaj potem pred njim toliki strah, tolikšna negotovost. In je preprosto ugotovil, da je potrebno iz besedovanja o Bogu pometati marsikaj ven, kar v teologijo, kar v govorenje o Bogu ne spada. In ko se je bližala ta okrogla obletnica 500-letnice reformacije, sem si sam zastavil vprašanje, kaj pa je danes tisto, kar obremenjuje mnoge, pa rečemo kar temu večino ljudi. Ne toliko govorjenje o Bogu, čeprav je rekel papež Frančišek, da je bila v zadnjem konklavu najpogosteje izrečena beseda reforma, reformacija. Danes je tisto, kar bremeni ljudi na nek način družbena ureditev, tista negotovost, tisto stanje, zaradi katerega ni med nami vsaj pri večini oziroma pri vseh ljudeh tiste spokojnosti, zadovoljnosti in mirnosti, zaradi katere bi se lahko ukvarjali z dodano bistveno vrednostjo življenja. Pri večini se je misel na življenje osredotočila, kako živeti, da bi mogli preživeti. Zato se mi je preprosto ponudil izziv, da bi iz teologije pometal tisto, kar v besedovanju o Bogu ne spada, ker zato se v zadnjem obdobju, recimo, če že od Lutra naprej, bila primorana
ukvarjati teologija oziroma cerkev, nauk cerkve in se še bo moral, ampak da bi iz ekonomije, tako imenovane ekonomije, pometali ven, kar v ekonomijo ne spada. Sem zelo rad stare civilizacije in pri starih civilizacijah sem zasledil to, kar najdemo tudi že v evangeliju. Ko so Jezusa vprašali, kako naj kličemo ljudje Boga, je rekel zelo po domače in preprosto, rečite mu očka. Če je pa Bog naš očka, to pomeni, da smo mi drug do drugega soodgovorni, da ne moremo nikogar puščati v nemar, še več. Če rečemo, da je Bog stvarnik, to pomeni, da moramo imeti do vsega, kar je ustvarjeno, nek spoštljiv odnos. Nekateri sicer reče, ja, ampak na začetku Svetega pisma pa piše, naj človek gospoduje. Ne? Veste, gospodovati ne pomeni samo pašno ravnati, sebično ravnati, izkoriščevalsko, imeti izkoriščevalski odnos do živali, do rastlin, do matere zemlje. Gospodovati pomeni v Gospodovem imenu ravnati, biti kakor oskrbnik, ki bo dajal nekoč za svoje ravnanje odgovor tudi Gospodu. Ne? Vsekakor je dejansko ta odnos, ki ga nakaže Jezus, mi, Bog Oče, mi kot bratje in sestre, odnos soodgovornosti. Nikogar ne moreš pustiti v nemar. Zelo podobno so razmišljali že stari misleci. Že 700 let pred Kristusom je razmišljal Tales iz Mileta, kot vam bom povedal, pa potem piše o tem Platon v svoji državi, pa kasneje Aristotel in še toliki drugi, kaj pišejo. Da je edina dopustna ureditev, družbena ureditev, tako imenovana ekonomija. Ampak kaj je ekonomija? Ekonomija je že v pomenu besede skrb za dom. Pomeni poskrbeti za slehernika. In sami veste, recimo, da doma poskrbite za vse. To ne pomeni, da imamo vsi isto ali pa enako, ne? Ampak vsi pa imamo dovolj. Jaz pojem, recimo se vidi, ne, malce več kot nekdo, ki pač poje majčken manj. Ampak vsi smo pa siti, ne? Doma smo vsi siti, tudi nismo čist uniformirano oblečeni, ampak vsi smo pa oblečeni tako, da nam je prijetno, toplo, da se ugodno počutimo. Ampak ne samo to. Če imate doma rožce, ne, veste, da zelo pozorno gledate, ali so rožce odžejene, ali jim je recimo v vašem domu prijetno, ali lepo zelenijo, ali morda celo cvetijo. Če imate živali, prav tako poskrbite za živali. Jaz imam doma gospo Kapro, ne mislim, da imam na šverc kako žensko, gospa Kapra je koniček. Ne? Ampak predno sem šel, recimo sem mi dal za jest in pa sem spomnil poklical, čeprav smo bila že zmenjena soseda, da je nesel seno in ko bom prišel domov nekaj čez polnoči, ne, takrat bom jo šel kljub temu pozdraviti, ker jaz živim po možganski kapi, kot se je rekla, gospa sem sicer kaplan v Lučah pa Solčavah, ampak po možganski kapi živim na samem eni gorski dolini, samo z enim koničkom. In midva mama zelo tak bi rekel med seboj odnos čutiva. Ona ve zame, točno ve, sem doma, nisem noče, tudi če je oklevo in jaz ko prijem domov povedati. Kaj hočem povedati? Hočem povedati to, da imaš do vsega en spoštljiv odnos. Da si skrbnik, da si v medsebojnem sožitju spoštljiv, pravičen in odgovoren. Da nikogar ne puščaš v nemar. To je skrb za dom. V pomenu besede, grškem izrazu ekonomija. Nasprotje temu pa so stari modreci govorili o tako imenovanem hrematizmu. Kaj pa je hrematizem? Hrematizem pa je, ko večina, ne samo ljudi, ampak tudi preostalega stvarstva, živali, rastlin, v bolj ali manj suženjskem razmerju deluje za peščico izbrancev. In mi smo lani na začetku leta dobili podatek, zdaj ne vem kakšen je letos, da 8 posameznikov poseduje toliko kapitala, toliko bogatstva, kot revnejša polovica človeštva. Ampak to ni noben problem.
ne bi bil noben problem, ne da ni, ne bi bil, če bi imela revna še polovica človeštva dovolj. Če pa vemo, da vsak dan umre na tem svetu, govorim samo o številu otrok, 36.000 otrok v povprečju zaradi revščine, 18.000 zaradi lakote, 18.000 pa zato, ker nimajo zdravila, ki stane evro ali 2, oziroma nimajo pitne vode, potem pa nam ta podatek govori, da je nekaj hudo narobe. In potem se ob tem podatku človeku samo po sebi postavi vprašanje, če je toliko ekonomistov in če so res politiki, ki govorijo, da se trudijo za najboljše ekonomske rešitve, res v službi tega oziroma utirjeni v delovanju na ta način, da bi bilo vse dobre, potem tega preprosto ne bi smelo biti. In tukaj pride potem do izraza oziroma do spoznanja, da sedanja ureditev ni ureditev po modelu poskrbeti pošteno, pravično in odgovorno za dom, ampak je delovati po namenu izkoriščati večino za dobiček posameznikov. V ekonomiji je kopičenje kapitala omejeno, glede na skrb posameznika. V hrematizmu te omejitve ni. In kje je dejansko, jaz pravim, največja trenutno globalna prevara na tem svetu, največja globalna prevara na tem svetu, da se je izraz hrematizem preprosto izgubil, da ga ni. In da se hrematizem, torej koncept, ki ni dopusten, ker je v posledicah, ker je krivičen in v posledicah celo zločinski, da se zato, ker se je ta izraz izgubil, lahko preprosto izdaja hrematizem za ekonomijo. In ko nam govorijo o politiki o edinih možnih ekonomskih rešitvah, nam dejansko danes govorijo, če gledamo na globalni ravni, o edinih dopustnih hematističnih rešitvah. In dejansko ta prevara bo možna toliko časa, dokler ne bomo razbrali jezik prevare. Veste, ni dovolj, če ločujemo samo odpadke. Imamo koš, piše papir, piše plastika. Veste, tudi v znanstvenem pojmovanju in dejanskem učinkovanju moramo vedeti, kaj paše pod ekonomijo. To ne pomeni, da je sedanje ekonomije vse narobe, ne. Ampak moramo ločevati, kaj paše, kar je po principu poskrbeti pravično in odgovorno za slehernika, kaj pa ne paše. In je znanstveno in praktično dejansko spada ne v prostor ekonomije, ampak paše v koš hrematizmu. Jaz pravim, da je danes hrematizem največji transvestit, ki se preoblači v nasprotni spol, v ekonomijo. In tega transvestita je preprosto potrebno razkrinkati. Zakaj? Zaradi stisk in bolečin posameznikov. In zaradi tega, ker sedanji trenutni koncept nima nič opraviti z evangelijsko logiko, v kateri je Bog oče, mi smo pa drug do drugega soodgovorni. In ta misel se mora preprosto prebuditi in mi moramo začeti znati razmišljati z logiko ločevanja, dopustnega in nedopustnega. Dejansko tega, kar je skrb za dom in tega, kar v pravičen, odgovoren odnos skrbi za dom ne spada. Samo za 10%, mi je rekel Marko Pavliha, bi morale države znižati proračun za vojsko. Samo za 10%. In bi lahko čez noč odpravili vso revščino, ki vlada danes na svetu. Samo 10%. Zdaj pa, zakaj tega ne storimo? Hrematizem potrebuje orodje manipulacije. Ne gre samo za tistih 36.000 umirajočih otrok. Preprosto gre, veste, tudi za to, da je v Sloveniji, jaz ne vem podatek za Italijo, po podatkih 3000 delavcev na minimalcu.
da je v Sloveniji, sem vem, koliko je v Italiji, samo 16% mladih v varni obliki zaposlitve. Vprašanje je, ali je to potrebno? Za hematizem je to potrebno. Samo za hematizem. Zakaj? Zato, ker hoče hematizem zožiti fokus, horizont našega razmišljanja na skrb za preživetje. Kako bom prišel s tistimi 600 evri skozi mesec? Kako bom en mesec prištukal v preživetju z drugim mesecem? Poleg tega se v okviru govorim za slovenske razmere, ne poznam italijanske, poleg tega se v kontekstu tega dogajajo številne in mnoge zlorabe. Ampak človek več o zlorabljenosti sploh ne razmišlja, ker reče, hvala Bogu, da še imam šiht. Recimo povem primer iz Luč. Poštarca se mora peljati do Luč 1 uro, potem dela tam 4 ure, se 1 uro pele domov, se tam praktično obrne, 1 uro nazaj, spet dela v deljenem delovnem času in 1 uro domov. To ni 8-urni delovni čas, ne? Če smo čisto pošteni. To je veliki natek delovnega časa in ne samo delovnega časa, ampak tudi teh poštarjev. Poleg tega imajo poštarji pri nas kaj še? Dela za steklenim pultom, z denarjem, na drugi strani ima pa špecerijo. Vemo, da je na toliko pa toliko ljudi tudi so kleptomani. Ona je odgovorna, koliko morajo tega prodati, kako so me molodovali, da bi vinjeto kupil pri njih, ne? Mora prodati toliko pa toliko proizvodov, Pošta Slovenije pakuje dobičke. A je to ekonomija? Po meri pravičnega odnosa do slehernika? Ali je to hematizem? Celo na državni ravni. Ali pa povzem primer, govorim za razmere v Sloveniji, upam, da je pri vas v Italiji boljše. Trgovka dela, prej sem namreč govoril o zlorabljenih. Trgovka dela za minimalca, ne? Poleg tega je vmes normirana, namreč nečakinja je delala, čeprav je končala ekonomijo, ne? Je delala kot navadna trgovka, ker drugače zaposlitve ni dobila, zato da poznam te zadeve. In seveda v kontekstu zaposlitve mora biti kaj trgovka zelo prijazna. Zakaj? Danes morajo biti izkoriščani zelo prijazni, z nasmeškom na obrazu, ker se potem v trgovini boljše prodaja. Tisoči mene zelo hudo komunito trgovino in mi potem so prijazne trgovke. Zakaj mi je hudo? Zato, ker vem, da ta trgovka ne more biti normalno vsak dan prijazna, ima tudi svoje probleme, ampak ona je vedno, dober dan, ste prišli, kako lepo, a boste, pogledajte, to imamo novo, to je ugodno, ne? A veste, kak je, če moraš ti, recimo, biti prijazna, recimo, pa rečemo do 500 ljudi kupcev na dan. Veste, kaj je to? Si vi predstavljate eno trgovko, ki prije potem domov, ko je mogla reči 500 prijazno, dober dan. Kak naj ta trgovka, ko pride domov in odloži svoj plašč, reče, dober dan tudi svojim otrokom. Ona ni fizično zlorabljena, je pa čustveno zlorabljena. Iz nje so potegnili, veste, tisto energijo prijaznosti, ki je ne dobi kot dodano vrednost pri plači plačanja. Pretkanjeni, izkoriščevalski, hinavski načini izrabljanja. Jaz nisem proti kapitalizmu, ampak tam piše v naslovu 95s, da se je treba ta kapitalizem prečistiti logike zajedavskega hematizma. To, kar utruja, ne samo tistih 36.000 otrok, ampak zdaj, jaz nisem govoril o odraslih, pa ostalih oblik življenja, pa vrst, ki izumirajo. Ampak pri nas utrujenih, zmatranih, izkoriščanih, ki nimajo več moči povzdigniti glas, ker misli samo, kako bo v tem modelu preživel, da ne bo padel dol. Sem vedel celo podatek, tako tudi to imajo izračunan, sam številko sem pa pozabil, koliko pravzaprav mora biti, to je hematizem, izračunal, ne?
v družbi revežev, med državami revnih, ker so reveži najboljši stimulans za tiste, ki še niso padli pod rob, da fajn migajo v paniki, da ne bi tudi sami zdrsnali pod tisto mejo, v kateri pa ni več tako samo po sebi umevno, da bo svojim plačilom si lahko zadostil vsem izdatkom, ki jih normalno v skromnih razmerah potrebuješ. Jaz tega nisem v zavestu zaradi, bi rekel, nekih filozofskih razlogov. Ne, ampak zato, ker se srečujem s konkretnimi ljudmi, s konkretnimi zgodbami. Jaz sem živel tudi 1 leto na cesti. Jaz sem bil najprej pri Kapucinih in sem hotel in sem si izprosil, da sem 1 leto živel po modelu res kot model svetega Frančiška, brez evra v žepu. In sem se, veste, sprehajal po blatnih cestah sveta. In sem srečeval stisko, konkretno stisko ljudi. Takrat sem se srečeval tudi z odvisniki in zato sem potem začel s komuno. Razumete? In recimo, če je Bog moj oče, mi bo na koncu on tudi rekel, Karel, zakaj si molčal? Zato, da si živel v lažnem ugodju? Da si lažje spregledoval? Ja, so nekateri ljudje, ki so tavajoči. Rečemo jim brezdomci. Ampak veste, če bi samo za protokol majčkeno znižali izdatek, bi lahko tudi tem begajočim, dostojno govorim za slovenske razmere, preskrbeli prenočišče za slehernika. Pa tudi vsaj en obrok dostojne hrane. Jaz, ko sem še živel v Ljubljani, so mi vsako leto brezdomci povedali, koliko jih je končali, ker so zmrznali. Tega podatka ne boste dobili, ne? In najlažje je biti čisti, nedolžen, vse je, kakor je, meni je še topel, meni je še fajn, jaz bom molčal. Kdo bo pa spregovoril, ko tebi ne bo več topel? Molčali bojo. Ti pa si tiho zagovarjal to, kar ni ne po evangelski, ne še po filozofski, modroslovni, etični, logični, dopustljivo. In zato je pomembno prebuditi zopet besedo, veste, ne vem, kak imate v Italiji, ampak slovenski slovar tujk je takle debil špeh. Ampak not nimate besede hrematizem. Jaz sem tudi napisal eno knjigo, ki je pa v 2 knjigah Stanimo v suženjstvu zakleti, kjer smo dejansko nazaj pa prepeljali to besedo, ne? In dejansko so se mogli lektori izbrati, kako bomo to imenovali, hrematizem, na koncu se odločili za hrematizem, ne? Zginila je, te besede ni. Zato, da se lahko izdaja za ekonomijo. Zato, da lahko tvezi o edinih možnih rešitvah ekonomije. Jaz sem enkrat na tako predavanje, da sem pozabil kje, in je prišla potem k meni ena gospa in mi je rekla, veste, jaz sem doktorirala, povedala mi je na eni prestižni ameriški univerzi iz ekonomije, rekla, danes vem, da sem doktorirala s hrematizma. In mi je zelo všeč, ker je zelo na vplivnem položaju, ne samo ona, ampak že marsikdo utira logiko poskrbeti za dom, logiko poskrbeti za vse. Ne? In sem tudi zelo vesel, da ta knjižica v Sloveniji ni bila zamolčana, ne? 95 test, da se za njo zanimati, da je prevedena, da je dobil roke tudi papež Frančišek, sem vesel, da je že v Sloveniji za slovenske razmere to zelo velika naklada, že čez 11 000 in gre med najbolj, in jo ljudje, glejte, tu ni napisanih 95 resnic, ne, da bi kjer zdaj mislil, ne, da pa jaz vezim nove resnice, širim novo religijo. Ne. Tudi Martin Luther ni napisal 95 resnic. On je napisal 95 tez in jih je prebil, eni pravi, da jih je, eni, da ne, vsekakor jih je izpostavil za debato. Tu noter je samo 95 miselnih izzivov, ki so pa provokacija, ki ti pa dajo misel. Ni se treba strinjati z mano, tega sploh ne pričakujem. Pričakujem pa, da se vzbudi misel. Tudi to mi je rekel Marko Pavliha, 3 prebojeni, miselno prebojeni posamezniki prebudijo kvantni premik zavesti 3 prebojeni na 1000 prebivalcev
prebudijo kvantni premik zavesti. Ni odvisno od enega, ampak odvisno je, ali bo se ta premik zavesti zgodil od tega, ali si bomo upali misliti, ali pa bomo tiho, udobno sedeli v fotelju, ker nam je še dobro in prijetno. In zagovarjali to, kar je v posledicah očitno razbrati, da gre za krivično. Samo to, nič več. Prebuditi misel, prebudite premislek. In je čas, ki je za to ugoden. Meni je zelo fajn živeti v tem času. Prej me je vprašal, ko so snemali, a sem optimist. Ja, jaz sem optimist. Zakaj sem optimist? Ker v zadnjih 20 letih srečujem bistveno razliko v prebojenosti ljudi. Ne morejo nas več tako umamljati, kot so nas lahko nekoč. Vedno pri večjem številu ljudi se prebuja misel. Se prebuja hotenje po dialogu, po premiku, se prebuja evolucijski vzgib. Zdaj budisti pravijo, da to zato, ker smo iz obdobja zadremanosti vstopili v fazo budnosti. En moj prijatelj, ki je matematik, on pravi zato, zdaj vam je to, da bom znal ponoviti, ampak on nekaj se je nagnal proti zemeljska osa, kaj se je nagnala proti središču naše galaksije, ker je singularnost, ker se prostor in čas ukrivi in gre v neko novo razsežnost in da to samo po sebi prebuja dvig zavesti. Ampak kakorkoli, lahko si ga razlagamo v cerkvi, bi rekli sveti duh, ne? Ali pa lahko bi rekli zavest, pisano z veliko, prebuja zavest pri vedno večjem številu ljudi, ki se nočejo več dati ujet. Ne v edino resnično partijo, edino resnično religijo, edino resnično ne vem kaj, ampak hočejo, ne, Božji duh prebuja, vzgiba in kliče k prebujenju in osvobojenju. Zato mi je fajn živeti. Ker se čujem vedno več ljudi, ki si upajo misliti, ki ne rabijo več pred seboj zidovja za občutek varnosti in resnice. Ne. Moja resnica ni resnica. Moja resnica je samo miselno spoznavno izhodišče, ki ga ponujam v dialog, ki ga podeljujem v debato. Kar sem zdaj rekel, je osnovno. Ampak potem se na to temeljno misel veže marsikaj v odnosu recimo do izobraževanja, v odnosu do ostarelih, v odnosu do živali, v odnosu do zaprtih za modelov, razne stvari, v katerih vam bom danes še kakšno misel povedal. Recimo, lansko leto so me povabili, jaz sem duhovnik, ne, in se mi zdaj kar šokantno, ko so imeli podelitev naziva Slovenka leta, to je pri nas enkrat na leto, nekoč je to prirejala revija Jana, pa je prišel neki koliboci, zdaj je to Zarjema, zdaj se imenuje ženska leta. Veste, kako je bilo, da mene duhovnika povabijo v ljubljansko dramo, da spregovorim tam ženskam, ne. Bil sem malo živčen, ne, jaz sem tudi kmet, ne, jaz pravim, da sem z radostjo duhovnik, s ponosom pa kmet, ne, in nimam niti obleke, ne, sem tak, ne, niti kravata nimam, kak ne, zdaj grem in sem vprašal z Manco Košir, se poznama, se rekel, Manca, kak se pa ne oblečem, ne, je rekla, bo kar tak, kak si, sam čevle si spuci. Kar pri meni je enostavno, zdaj živim v hribih. Zdaj pri meni je sneg, je od juga, da prijem jaz od hiše do avta, grem čez blato. Tako da tudi ta projekt priti s čistimi čevlji ni tako enostavno. Sem pa tam v ljubljanski drami šel na WC in vzel papirčke in se tisto blato dol pucal. Ampak kaj sem pa spregovoril tam? Lete, eno stvar, ki jo tudi tam omenjam. Kako pomembno je, da mi z prizorišča življenja ne odstranjujemo svete in modre ljudi, ne. Namreč tam v ljubljanski drami sem pa tistim ženskam govoril o dostojanstvu prave babe. Vam bom razložil vse.
namreč zakaj gre, recimo, ne? Vi veste, da to, kar ni ekonomsko profitno, ne? Kar moti ekonomičnost, tako imenovano, pa hematističnost družbe, da to odstranjujemo, ne? Vam povem, mimogrede, najlepši objem, ki sem ga izvidel v življenju, to ni bil med dvema zaljubljencema. Najlepši objem, ki sem ga videl v življenju, je bil, ko sem bil še kaplan na Ptuju in sem obiskal eno družino in so takrat prinesli z Dornave, 13-letnega fanta, ki je bil na stopnji dvoletnika in fizično zelo nemočen, tudi slep. In sem bil priča, kako so tega fanta, tega nebogljenca, izročili v naročje mame. In ko je on zaznal, da je v naročju mame, ko bi videli, kako sta se ona dva objela. Ampak potem so kaj trdili, ko je vikend menil, so ga zopet iztrgali iz tega območja in ga peljali v Dornavo, ker je sicer 22 stopinj, ker je pasirana hrana. Na 2-letni stopni pravijo, da otrok nima tega časovnega občutka. On je bil vsak teden iztrgan, zato da je lahko šla mama na ših, pa bila pridna pa delala. Te ljudi nebogljene so pa koncentrirali tam v nekem zavodu, se je bilo poskrbljeno za njih. To je čustveno maltretiranje. In predvsem odstranjevanje ljudi, ki bi morali biti prisotni v družbeni srenji, ker so oni tisti, ki srčijo človeško skupnost. Zato so rekli indijanci, da so to sveti ljudje. Pred kakim mesecem me je poklicala iz Krškega, gospa Ida, ima fanta z Downovim sindromom, sina, in je rekla, Karlije, veš, kaj mi je rekel moj rok? Sem rekel, kaj? Rekel mi je, mama, kruh ima pa nežno dušo. To ni zapisal kakšen poet. To je povedal fant z Downovim sindromom, ki pa moti hematistične koncepte. Zato so si izmislili koncentriranje teh nemočnih ljudi, starcev, ali pa da ne bom govoril, recimo, na kak način mi poboljšujemo kazen, to že v Zvezdi iz zaspanke vemo, da kazen mora biti vzgojna, ne? Na kakšen način mi, to je čist zabluzeno in bolno do amena, ne? Ampak se ne bom dotikal, ampak se bom samo svetih ljudi, pa starcev, bab, da prijem do bab, ne? Kar je nemočno, kar moti. Da treba odstraniti, da tisti, ki še lahko delajo, da so čim manj moteni. Sploh se več ne omogoča sožitje. Ampak naši predniki so vedeli nekaj. Vedeli so, da je Bog dal moškemu moč in meč in so vedeli, da je dal Bog ženski srce in intuicijo. In so ločevali v razvoju fanta 3 stopnje, moškega 3 stopnje. Prva stopnja je bil fant, druga stopnja je bil bojevnik in tretja stopnja je bil modrec. Modrec, šele 3. stopnja. Ti modreci so bili pripovedovalci zgodb. Ko so vprašali Einsteina, kaj je najpomembnejše za razvoj otroka, veste, kaj je rekel? Pripovedujte jim zgodbe. In potem, ker so bili tisti spraševalci zmedeni, ker so hoteli, da bo rekel nekaj bolj v smislu uporabnosti, ne, ekonomske, kaj še? Veste, kaj je rekel? Še več zgodb. Zgodbe, pripovedalci zgodb. V razvoju ženske so pa razbrali prav tako 3 stopnje. Prva stopnja je bila dekle, druga stopnja je bila žena in tretja stopnja je bila baba. Baba je bil izraz, ki je bil v dostojanstvu še celo pred modrecem. Baba je bila dozorela v življenjskem izkustvu, dozorela ženska z intuicijo in srčnostjo, ki je bila sposobna moško moč, modrost, tudi meč, usmeriti v konstruktivnost družbe.
baba je bila dejansko najbolj nevarna prisotnost za manipulante. Zato je bilo treba nujno čast in dostojanstvo bab onemogočiti. In so naredili iz babe kaj? Babico, babica, pa ni to, kar je baba. Ne, torej, ti cmizen je tam babica, ne? Ne, baba je baba, to je moč. Ja, tudi podcrtam, ampak je moč, je zgodba. Ali pa so nečasli ta izraz, ne? In dejansko rečeš komu, jaz sem enkrat rekel, ena gospa me klicala in mi nekaj pripoveja, sem rekel, gospa, vi ste ta prava baba. Ženska prav žalja. Ampak to mi je priznala še čez 2 meseca, ker sem se čudil, zakaj je, nič več se ne slišimo. Ne, ampak gledajte, koliko v Sloveniji vse, koliko krajev imamo poimenovane babe, celo, ja, divje babe, ne? Kaj so naši divji babah? Naši so piščal. Tam so se zbirale ženske, prave babe, in razmišljale, kako, recimo, to sem rekel tam o podelitvi, ne? Da je naš čas potrebuje prave, sem rekel celo divje babe. Kajti pri divjih babah so našli kaj piščal, najstarejšo piščal. Recimo, to je zdaj pač moja fantazija, tam so se zbirale ženske in razmišljale, kako zvabiti moško moč, kako mu zvabiti ta potencial sodelovanja za konstruktivnost, družbeno konstruktivnost. Kaj pa zdaj mi? Kaj je najvišja stopnja? Najvišja stopnja je zato, da si ekonomsko učinkovit. Najvišja stopnja je, da si srečen, ker imaš vsega dovolj. Ne, to nisi srečen, to si samo vesel. Slovenščina je izjemen jezik. Ne? Mi ne ločujemo, žal, ne ločujemo recimo svetloba od luči. V slovenščini je svetloba tisto, kar notranje svetli, je povezano z svetim. Je tisto, kar prebuja duhovno svetlost in prijetnost. Luč je pač luč. Luč lahko celo zaslepi. Svetloba nikoli ne zaslepi. Mi ne ločujemo recimo od veselja, od sreče. Kaj je veselje? Veselje, če kupiš otroku liziko, pa je vesel, ampak zato ni srečen. Veselje, če dobi otrok petko, ampak srečen je, če ga imaš rad v njegovi resničnosti, celoviti resničnosti, ne manipulirani resničnosti. Kaj je celovita resničnost? Celovita resničnost je to, ko te nekdo objame iz svoje resničnosti, moči in nemoči, k tvoji moči in nemoči, ko te ima rad v celovitosti tvoje osebnosti. To je sreča, ker potem nisi več notranje sam, ker imaš tisto sočutečo bližino, zaradi katere si močnejši in pa srečnejši. Ampak tudi tu so nas zaslepili. S čim so nas zaslepili? Ne? Zaslepili so nas s tem, da je sreča, recimo, ne. Če pogledate, zdaj govorim zopet za slovenske razmere, ne poznam v Italiji, ne. Če pogledate urnik, imate recimo tu v Italiji kakšne, recimo čas za doživljajsko pedagogiko. Ko se ne bi učili samo jezik, matematiko, fiziko, kemijo, ko ne bi bili, veste, to, kar ocenjujemo, to cenimo. Ne? Kar cenimo, temu damo oceno. Ne? Ampak pri nas v Sloveniji ocenjujejo predvsem to, kar je za ponucati, ne? Kar ti bo prav prišlo, ne? Pri delu, usposabljanje za poklic, tudi to je pomembno. Ja, kaj pa za sožitje? Za prepoznavanje, sprejemanje samega sebe, da bi lahko sprejemal bližnje v njihovi resničnosti, da bi se lahko drugega vrednotili v tem, kar je vredno in dopolnjevali tam, kjer pa smo nemočni. V slovenščini tega nimamo. Ampak je bistveno za sožitje, za srečo v srečanju, za prijetno sobivanje. Avstrijski dokumentarec Abeceda, verjetno ste slišali za njega,
je prinesel podatek, da je 98% otrok visoko nadarjenih. 98%. Ampak to ne pomeni, da imajo vsi talent dobro si zapomniti, pravilno ponoviti in petko dobiti. To ima 2%. To je inteligenca dobrega polnjenja, pravilne ponovitve in dobre ocene. Ne? Ampak inteligenca je cel kup. Oni niso upoštevali samo to racionalno inteligenco. Pred parimi leti je prišla v slovenščini knjiga Čustvena inteligenca in je bil veliki boom. Kaj tudi čustvena inteligenca je? Inteligenca je cel kup. Ne samo racionalna, da ste mislili, da jo ponižujem, ampak je tudi čustvena. Je tudi duhovna, je tudi socialna. V odnosu do ljudi, do živali, do zemlje. Je praktična, estetska, tehnična. Inteligenca je cel kup. Bi bilo pa zelo inteligentno, če bi tudi, recimo, pedagogika bila toliko spretna, da bi slehernika prepoznala v njegovi inteligentnosti, ga tam spodbudila in potrdila, spodbudila k razvoju, obenem pa bi mu pomagala čisto mirno sprejeti in uvideti področja, kjer je pa posameznik šibkejši. Zato, da ne bi prišlo kasneje tam do frustracij, posledično do manipulacij. In da bi ga tam na manjku dejansko upeli v sožitje dopolnjevanja in sodelovanja. Jaz sem bil zelo vesel, ko so naši košarkaši dobili zlato odličje. Veste zakaj? Ker ko je ta mladi Luka Dončić dobil zlato priznanje, da je zlata vreden, se ni nihče spraševal, ja kaj pa, a tudi zna zapeti matematiko, pa zna zapeti kemijo, fiziko, ne? Dajmo preveriti, predmo znam. Ne. Fant je talentiran za košarko. Na tem talentu je delal, ga razvijal in je zato zlata vreden. Pa tudi, če zna sam košarko. Vsak starš želi slišati, da ima zlatega otroka. Da se pa v procesu izobraževanja stopi 98% visoko nadarjenih, na koncu pa jih proces izobraževanja prizna kot take samo še 2%. Jaki uspeh, ne? Od 98% daje priznanje na koncu samo 2%. Ja se ni edina inteligenca dobro si zapomniti in prav ponoviti. Je tudi inteligenca imeti odnos do živali. Je tudi inteligenca dobro zašraufati. Je tudi inteligenca, ne vem kaj, ampak vsak ima svojo. Prepoznati ga in nas usposobiti za dopolnjevanje, ne pa izključevanje. Ne? Meni se zdi ena najbolj bedastih, jaz upam, da pri vas nimate te navade, ko župani sprejmejo zlate maturante. Sej so zlati. Ja kaj pa tisti, ki imajo imajo talent za kombinacijo okusov in so na tem talentu delali in so se izobrazili za zlate kuharje, a so tisti manj vredni? Pa se je pa zgodilo, ne bom povedal, v kateri šoli, ne? Se je zgodilo, ko se je pedagoška delavka pohvalila, da pa pri njih je pa zelo uspešni so bili, ker jih je šlo toliko pa toliko, kao višja klasa v gimnazijo, ostali so pač šli tam nekam, ne? Ja, veste, tudi tisti ostali so enako, ni bolj ali manj vrednih, ampak je vsak vreden v svojem, je treba vsakega prepoznati v svojem in potrditi v svojem in mu pomagati sprejeti, da se sprejme tam, ker je šibkejši. Jaz sem res, da doktoriral pri slovenistiki, ampak ravno za slovenščine sem je hotel že v prvem razredu osnovne šole poslati v posebno osnovno šolo. Sem bil totalno butast. Ampak veste, ljudje, ki nimajo felerja v glavi, niso geniji. Zakaj? Ker mi v 95% delujemo pravilno in naučeno. Za odkritje mora biti pa nek feler, da ne moraš iti po utečeni poti. Einstein je šprical 4. letnik gimnazije za matematike, ker je imel, to ne morem
pravi vse primere, ne, ker je preveč tega. Ampak zakaj? Ker ti ne moreš priti do pravega, dobrega rezultata po utečeni poti, misel išče obvoznico. In obvoznica je inovacija. Zakaj sem doktoriral lahko pri slovenistiki? Ker sem odkril na obvoznici novost. Ker ostalo je pa vse ponavljavščina, ni doktorat. Razumete? Zakaj sem pa jaz mogel skoraj iti v posebno osnovno šolo za slovenščino, ker sem dislektik, jaz sem težek dislektik. In ko bi videl, kako sem jaz pisal tiste črke, ljubi Bog, je bil tak, no je bil tudi, še zdaj se spomnim, recimo, veste kako, zame je bilo grozno to, ne, še zdaj vem, kje sem sedel v prvem razredu osnovne šole, pripisoval sem s table črko N. In potem prišla učiteljica in jaz sem tako lepo napisal. In sem se želel, da bi bil pohvaljen. In prvo je šla k mojemu, ki je sedel zraven mene, in mu dala zvezdico. Vse je imel prav in lepo. Potem je pa prišla do mene, me je pa približno pol prečrtala. Ampak jaz nisem videl razlike med tem N-jem in tem N-jem. Nisem videl. Jaz sem vse isto. Pa veste, kakva muka je, ko ti pa potem polovico prečrta pa je napisano isto. To je Dachau. Ne, resno. To je grozljivo. In potem mi je učitelj napisala beležko in je mogla mama iti v šolo. Vsaka mama želi, da bi imela zlatega otroka. In vsak otrok želi biti prepoznan kot vreden. Ne nižja klasa. Ni bolj ali manj, vsak v svojem. Pa naj bo kmet ali doktor znanosti. Jaz sem s ponosom kmet, ne doktor znanosti. Kmet sem s ponosom. Zelo daleč od doktorja znanosti. Tisto vam mi ne bilo treba delati, ampak so mi rekli, to boš rabo za tiste, ki so zafrustrirani, pa rabi videti, da piše pred tabo DR. Jaz na drugih področjih, kot vi spomenja Gradišča, odkril mnogo bolj pomenljive stvari, ampak pač na enem področju rabiš tisti DR. Ker se eni pač obesijo na to, ne. Razumete? Veste, kak je bilo meni, ko je prišla mama iz govorilne ure? Še zdaj vidim prostor v dnevni sobi, kjer sem stal kot mali otrok, in sem videl, kak je moja mama, ko se je rekla, da je bilo zame najboljše zaradi slovenščine, da grem posebno v šolo, gledala name z obupom. Kaj je res, da bo moj otrok nesrečen, ker je tak butl? Razumete? Ni moja mama prišla, da bi dal prepoznati, kje sem pa jaz car. Kaj šele, da bi vedel, da dejansko je lahko to tudi potencial, če ne morem delovati po utečenih poteh. Meni je pri odkrivanju novosti najbolj pomagala disleksija. Jaz bi bil drugače zelo utirjen. Zelo bi mislil pravilno, bil bi hud dogmatik. Zato, ker se bi držal kot pijan z plota resnice in pravilnoga. Tam sem dobil petko. To je tako, veste, te zapečati v tisti edini poti, ne, na vrh še petka. Daj si pa vreden, če boš ponavljač. In pa si priden v sistemu in si vesel, ko si pohvaljen, da si bil priden in si ravnal pravilno. Potem se vas pa ne razmišljaš, če je to krivično. Tam ti ljudje dejansko, ne, kaj se dogaja, ne samo v Afriki, tudi v Sloveniji, ampak ti si še vedno priden. Bog se nas usmeri. A resno? Tudi tu postavljam teze, ne kot resnice, Nič ni napisano kot resnica. Je pa napisano kot teza, kot izziv, kot provokacija za razmislek. Tudi na tem področju, še posebej zato, ker sem na lastni koži izkusil bolečino mame in posledično mene, ker me niso prepoznali v moji vrednosti. Ker so me cenili samo po merilih tistih 2%, ki jim dajo na koncu priznanje zlati. Pri nas celo predsednik države sprejema še ene prav posebej zlate, kot diamantne. Ne? Sem slučajno gledal lani posnetek pred Dnevniku. Tisti srednješolci so bili vsi normalni, ampak ko bi videli, kako se je držal predsednik pa ministrica, komedija. Komedija.
s patetičnim izrazom pomembnosti in resnosti. Pa dajte se nehati zezati z ljudi. Kaj ostali so pa smeti, kaj je nižja klasa? Dokler ne bo zraven teh, ki so vredni, ker si znajo dobro zapolniti tudi slaščičari zlati, pa ne se zezati z ljudmi. Delati nižje klase, više. Veste, to je tiste model, ko legitimira. Eni bo fajn, eni imajo lahko tok pa tok, eni pa minimalca, ne? Ne, vsi smo ljudje. Bog je naš oče, mi smo pa bratje in sestre. Razumete? To so izzivi. Samo provociram, tu pa tam dam še kako usporednico, recimo atensko šolo omenjam, ne? Veste, tista, ki je za cajtom, tam rečemo 2000 let nazaj, pa še več. Tam so bili še bolj zahojeni, ne? Pa veste, kaj so tam pogruntali? Tam so pogruntali, da morajo se otrok naučiti samo temeljnih znanj. Potem pa mora na podlagi temeljnih znanj razvijati svojo misel naprej. Ja, so se naučili temeljnih uvidov, temeljnih znanj, potem so se pa šli sprehajati po stebrniku. In kaj je bil učitelj? Učitelj je bil provokator. On je izzival. On je dejansko na podlagi osvojenega vedenja postavljal vprašanje, da so otroci mislili naprej. In niso hodili. Niso sedeli, ampak so hodili. In to med stebri, ki so mogli biti dovolj narazen. Zakaj? Ker so stebri simbolizirali temeljna znanja, vmesni prostor je bil pa horizont, kamor morajo pa oni misliti naprej. Kaj pa je zdaj pa naš v Sloveniji, jaz ne poznam razmere tu, mi smo jih pa zdaj ne med stebre zaprli, mi smo pa vse zasidali. Otroke, čeprav nevroznanost ugotavlja, kako se misel lažje razvija v gibanju, smo jih presedli na stole in jim tumpamo. Tumpamo podatke. Jaz vam priznam, jaz bi zletel v osnovni šoli iz slovenščine. Ker tega šrota, ko si ga morajo oni zapolniti, te packarije informacijske, jaz res ne nosim v glavi. Ker pa ne bi mogel misliti naprej. Zdaj pa je vsaka reforma, dajmo še nekaj več. Ja, prosim vas lepo, kaj vzgajamo v sužnje, ki znajo samo še pravilno ponoviti in potem petko dobiti. Ali jim izzivamo miselni potencial. Jaz sem tako čudnim, da to zdržijo. Ja, se težko zdržijo, imamo vedno več teh psihosomatskih obolenj, ki so jasno pokazatelj, da ne, ampak mi ne, to so narobe, pa z njimi, z otroci, peljte jih doktorju, dajte medikamente, mi bomo pa še malo skoncentrirali. Mi smo uvedli 9-letko, prvi razred naj bi bil kakor igranje, zdaj mi razlagajo, se že vse mogoče učijo. In to je napredek, to je zdaj napredek. In naslednja reforma bomo še majčken več dali. Pa da ste mislili, bojni tam so, bomo samo omenil gospod Gabi Čečinovič Vogrinčič, ki mi razlaga, kako hoče dopovedati, da to, kar je za šolo, se dela v šoli, doma se pouči za življenje. Ne, pri nas se ob sobotah, nedeljah otroci skupaj starši mečejo po tleh in delajo ne vem kakšne plakate in seminarje. Totalno iztirjeno in izrojeno. Treba bo mečkaj drugače. Sam, lejte, veste, čas za razmislek je nevaren, Ti moraš toliko dati informacij, da on ne bo mogel svojo glavo misliti. Me je rekel en moj kolega, ki je ravnatelj na gimnaziji, ko je še bil v razredu, in mi nekaj rekel in pa je dal dijakom vmes vprašanje, kaj pa vi mislite? Nobene roke gor. Rekel, kaj mislite? Nobene roke gor. Pa kaj mislite? Je en dvignil roko. Je rekel, gospod profesor, kaj pa je pravilno? Pravilno ponoviti, petko dobiti. Razumete? Gre za razsežnosti, ki pomagajo osvoboditi misel naprej. Tako sem prej rekel, delavcev. Dej minimalca, Minimalce mu dej zakaj? Zato, da bo razmislil samo še, kako priti čez mesec. On o ostalih stvarih ne bo mogel razmišljati. Koliko je pa ura? Aha, pa moram še vse eno področje, ironijo.
Namreč, kaj, prej sem vam rekel, da dejansko se v naš čas, in to sem jaz vesel, prebuja v evoluciji, bi rekel, te metamorfozi. Vedno več je te evolucijske napetosti, ki ogroža hrematizem. Zato bo, zdaj bi vam jaz, lejte, če dobiti, imate knjižnico, verjetno moja knjiga Ostanivo suženjsko dekleti, tam vse noter razložim. Zato nas bo hrematizem skušal spodbuditi v medsebojni konflikt. Kaj smo naredili? Zahodna civilizacija kot glavni terorist je naredil veliko stranje na Bližnjem vzhodu. Kdo je namenno zbudil begunski val? Vdor islama, preprosto, pa tisti Charlie Hebdo, ko so politiki kričali svoboda govora, nihče ni govoril odgovornosti in spoštljivosti do drugih in drugačnih. Prebuditi napetost, nelagodno počutje na religiozni osnovi, to je najbolj nevarno. Kdo šahira na ta način? Spomnite se na igro šah. Šah je prav stara igra. Veste, zakaj se reče kraljevska igra? Ne zaradi kralja pa kraljici na šahovnici. Ne. Kralj je tisti, ki premika kralje in kraljice. Kralj je tisti, ki je premaknil voditelje evropskih držav, da so šli tja v Pariz na fotoshooting. Tam pa par 100 metrov zastraženo, helikopteri gor, ampak oni so se tam kak blesavo. Papiki. Razumete? Zakaj? To je igranje. Kmeta belega proti črnemu, muslimana proti kristjanu. Zato se papež Frančišek toliko prizadeva, da ne bi se tukaj vzbudila tista napetost, ki jo hočejo. Ne bom govoril v tej smeri, ker nima časa, da pa kar hočem reči. Ni rešitev ne v vojni, ne v revolucijo. To bo sprožil hrematizem. Tudi oktobrsko revolucijo je financiral kapital. Porušiti, ko ne gre več naprej, porušiti šahovnico in postaviti na novo in gremo novim zmagam naprej, pač daš nove kralje pa kraljice, vse eno. Niso kralji tisti, ki so na šahovnici, kralji so tisti, ki igrajo šah, zato je kraljevska igra. Razumete? Ni rešitev v tem. Rešitev je v ironizaciji. Izsmejati norost. Norca se dela. Ne pustiti, da te bojo spravil v ogorčanje in željo, da bi pa tistega ustrelil oziroma nekaj naredil. Izsmejati. To je bila stara veščina preraščanja. Modri vladarji, berite Shakespearea, kralja Leara, modri vladarji so imeli na dvoru dvorne norčke. Kralj ga je izbral med najbolj miselno pronicljivimi, najbolj sposobnimi in mu dal visoko funkcijo dvornega norčka. Bila je nad ministri. In kaj je bila naloga dvornega norčka? Ironizacija. Ko je videl, da bo kralj naredil neko norost, kralju sicer na 4 oči, je ironiziral to. Mu je skozi ironijo prikazal, kam bi ga mogoče neka nora odločitev privedla. Ko so hoteli sprejeti noro odločitev ministri, ko so bili pred kraljem, jih je osramotil, narekovajih, skozi ironizacijo javno. Seveda se oni niso dali osramotiti in ko se delo norco na potencialno odločitev, so se tudi tisti ministri režali, na dan način pa sami izsmejali svojo potencialno noro odločitev. Ko se je izginil status, visoko cenjeni status dvornih norčkov, je lahko zavladala norost. Ironija je preventiva pred norostjo. In danes mi imamo ogromno materijala za ironizacijo, ampak ironizacija mora biti zdrava, da je konstruktivna. Vsaka ironizacija temelji na zdravi samozavesti in se začne pri meni. Kaj to pomeni? To pomeni, da se jaz zavedam, da imam kvalitete, imam pa mnogo tumpastega. In na temelju tega, da sem vreden, upam izpostaviti eno svoje področje, ki pa je res potrebno preraščanja in si delati norca.
Zato sem jaz napisal to knjigo, jaz Charlie Chaplin, jaz sem namreč kaplan in sem Carly, ne? Chaplin je kaplan, angliško, Carly je pa Charlie, ne? To je spostavljeno zgodbe. In tudi družbena ironizacija, zdrava temelji na zdravi samozavesti. Tudi ironizacija ekonomije temelji na zdravi samozavesti. Mi moramo vedeti, kaj je v ekonomiji vredno, kaj pa je potrebno posmeha, ker je res bedasto, noro, izkoriščevalsko, zajedalsko, posledično zločinsko. In tudi v družbi, vi morate vedeti, kaj je v italijanski družbi, v slovenski družbi vredno, kaj pa je vredno posmeha. Ironizacija ni spodbijanje. Ironizacija je v službi preraščanja. To je temeljna razlika. Bog ne daj se delati norca, kar počes, ne. Samo zdrava ironizacija je tista, ki jo potrebuje naš čas. Jaz bi vam rad za konec povedal en dogodek z mojega življenja, to je tudi opisano v tisti knjigi, v kateri sem izpostavil v ironijo svoj ego, svoj nabuhli ego. Jaz imam ogromno dela s tem mojim egom. Počasi ga premagujem z Božjo pomočjo. Ampak veste, ko sem končal jaz teologijo, takrat veste, ko končaš fakulteto, takrat si prepričan, da si pač najbolj pameten, ne? In jaz sem bil prepričan, da sem zelo pameten. Vse na ostale sem gledal pač na zahojene, za malo, za cajtom. Jaz sem pač tisti, veste, ki sem prišel. Imel sem zelo dobre ideje, tudi pri veruku sem imel zelo dobre ideje. In bil sem prepričan, da tak pameten, inovativen, pronicljiv, kot sem jaz, mogoče je še kje kakšna, ampak se zelo dvomim. In sem imel tudi eno zelo dobro idejo, recimo kako otrokom prvi razred, ne, približati simboliko velikonočnih jedil. Izjemna ideja, res. Ponosen sem bil na njo. Šel sem v trgovino in kupil tisto, ne ta malo kinderjačko, ampak tisto nojovsko, alufonijo odvil, čokolado pojedel, sem je še zdaj videl, ne? Ampak to je od včerajšnje čokolade. Čokolado pojedel, pol odšraufal tisto jajco, vzel ven tisto igračo in dal noter Jezusov kip. Zašraufal, nesel v učilnico in potem teče ura, simbolika jedil, hren kot žebri, vse ostalo, pa prijemo do pirhov. Se rekel, pogledajte otroci, rdeči pirhi kot kaplje Jezusove krvi. Ampak najpomembnejši simbol je pirh zato, pogledajte, tako kot piščanček prekljuje jajčno lupino in pride v življenju. Tako je Jezus in se začel šraufati jajco, premagal grob in smrt in ostal v življenju. In je rekel en otrok, zdaj pa vem. Sem si mislil, seveda ve, po tako temeljiti razlaži. In sem hotel, da ponovi, sem rekel, no, kaj veš? In je on rekel, zdaj pa vem, kak sem prišel na svet. Da sem ga pogledal rahlo smeden in sem rekel, kak to misliš? In rekel, ja, ati je dal eno jajco mamici, mamica je vzela, ko je ne zrasla, šla v bolnico, pa me zvalila. Otrok je očitno bolj kot to, kak je Jezus prišel iz groba v življenje, zanima, kako so oni prišli na svet. In sem vedel, da moram to prekiniti, ampak nisem mogel, ker se je že oglasila ena deklica in rekla, kaj moj ati je imel pa 5 jajc? In takrat sem vedel, da moram prekiniti in se zadunil, tišina! Otrok me so trhnali, ker ste me gledali prestrašno, kaj zdaj nekaj narobe, ne? Vse se lepo pogovarjamo, kako smo prišli na svet. In pa mi je bilo že kar malo hudo, ker so me tako prestrašno gledali, pa le en dvigne roko pa reče, a žih nekaj vprašam. Sem rekel, vpraš. In je rekel, a vi imate še obe jajce? Ena deklica, ki se je
cerkvene zadeve, je rekla, on ima še obe, ker ne sme imeti otrok. Skratka, živa katastrofa. In nisem mogel naštelati na Jezusa, ki ostane zdrav, on je sam, kako so prišli na svet. Kar mi je pa najbolj grozno, začel sem se zbirati starši, nekaj so prišli pa učiti. Jaz ponavljam, kakor je piščanček, tako je Jezus, ampak otroci me niso več poslušali. Pa smo molili sklepno molitve, jaz sem rotil Boga, naj otroci pozabijo vse, kar se Bog ni naredil čudeža. Otroci letijo ven in že slišim, kako vpraša ena mamica, kaj ste se pa danes nekaj učili? In reče en fantič, o jajcih. Reče mamica, a v velikonočnih? On pa reče, ne, o Atjevih. Veste, to je, veste, kak je trpel moj ego? Potem sem za par let, to je bila tako huda travma, da sem za par let celo vrgal nezavedno to. To nisem mogel predelati, jaz imam tudi ego. Tudi takrat je bil, ko smo šli na romanje, lahko še to povem. Torej, jaz sem hotel vse organizirati perfektno, popolno, ker sem pač sposoben, ne? In vedno sem k romanju, katerega sestavni del je vedno cerkev, gostilna, lepota narave še dodal, ker imam rad kulturo, kakšen kulturni dogodek. To pomeni obisk galerije, muzeja in ko je bila neka obletnica Williama Shakespearea, so v ljubljanski drami igrali Hamleta. In sem seveda, ker je bila dopoldanska sobotna predstava, vključil Hamleta. Pač, farani so potrpeli, pač Hamlet, še ne bo Hamlet. No in mi čakamo, avtobus je bil, ljudje prihajajo, preverim, a so vsi, sta dva manjkala, tako če ni bilo mobilnih telefonov. In pol en preleti, da sta zaspala, da mi nekaj gremo, ona dva prijeta za nami, pa se dobimo v drami. Mi gremo, pridemo v ljubljansko dramo, da smo zelo rad gledališče. In posebej, veste, mi je mističen tisti trenutek, ko se reflektorji počasi ugasnejo, se odpre zavesa in se začne. Padeš noter. In jaz sem padel noter, ne vem, če so vsi ostali, ampak jaz sem. In potem prije tisti trenutek, ko se pojavi duh Hamletovega očeta v temi in igralec se ozre v dvorano v temo in reče, o, kdo si, ki hodiš v temi. Ampak kaj se je zgodilo? Ravno takrat sta prišla. Prav imate. Jaz sem rekel, Koreno, Franc, pa Micka, čeprav se pišete drugače. Prišla sta do drame, noč so jo spustili, pa se rekli, čist počas pete. No, da v tisti temi gre ta čist počas, ko se kar naenkrat igralec obrne proti Francu in mu reče, o, kdo si, ki hodiš v temi? Franc je vedel, da je v kulturni ustanovi in da mora na kulturno vprašanje kulturno odgovoriti. In je rekel, Koreno, Franc pa Micka, Ptuja sma. Zamutla sma in je vse razložila. Nastala je grozna tišina, ampak samo za nekaj trenutkov, ker se je začel igralec tako zelo režati, za njim pa vsa dvorana. Vsi razen mene. In potem so se prižgale luči in dvorana je zaploskala Francu pa Micki. In niste nič razumeli. In pol je prišel en na oder in je rekel, da bo 15 minut pauze. V 15 minutah so se luči spet ugasnile in igralec je začel, o, kdo? Naprej pa ni prišel, ko se je začel In
se je ležala cela dvorana, razumeti še. In je prišel tisti, ki je že prej napovedal pauzo za 15 minut, tokrat jo je napovedal za 20. Po 20 minutah so nadaljevali ne o kdo si, ampak so nekaj preskočili, pa še pol so komi zvozili. Da so bili vmes izbruhi duševnega smeha. Nikoli ni bila ta drama tako komična. Pa veste, kak je trpel moj ego? Pa še strah je, me je bilo tam dobu kazni. Nisem dobu. To je veliko tega, ne? Ampak si priznaš, ne? Ker na ta način, ko se izpostaviš, preraščaš te svoje. I ves imam še veliko za preraščanje. Glejte, to, kar smo nocoj slišali, so miselni izzivi. Jaz vam nisem povedal nobene resnice, da ne bo kaj rekel. Ampak sem pa vam povedal misli, ki so za izziv vaši misli. Samo kot izhodišče. Ali v zavrnitvi, ali v nadaljevanju. Meni je vseeno. Pomembno je pa, da mislite in da ne date, dovolite svojo misel ukalupiti. Da živite iz dostojanstva svojega razmišljanja. Želim vam, da ne bi nikoli svojo misel naredili v novo religijo oziroma novo resnico. Ampak samo spoznavno resničnost, ki išče preraščanje v dialogu. Najbolj s tistimi, ki ne mislijo čisto tako kot vi. Kajti edino tisti, ki ne mislijo tako čisto tako kot mi, so možnost za naše miselno nadaljevanje. To bom povedal še samo en spomin na Tarasa Kermaunerja. On je bil moj duhovni oče, živel je v Avbru. In se spomnim, ko sem ga enkrat obiskal, pa mi on pripovedoval nekaj, ne, in mi je pa vprašal, rekel, kaj pa ti misliš? In jaz sem rekel, glih tako ti. On je bil kolerik, on je ostal, zrojil in rekel, zgin domov. Če ne misliš svojo glavo, če ne misliš drugače kot jaz, kak ne raste moje misel ob tvoji misli? To je to. Ne se zapreti v resnico, ker ta je izraz ogroženosti. Ampak misel resničnosti, spoznavne resničnosti odpreti v smeri osvobajanja. To vam želim. Eno tako lepo, miselno popotovanje v medsebojnem dopolnjevanju, v medsebojnem druženju. Jaz se vam zahvaljujem za povabilo, pa vam želim vse. Če boste pa kaj hodili po Zgornji Savinjski dolini, me pa najdete v Lučah, pa vsem čas. Gledajte, tukaj za priporočajni dar. 95 tesn, samo 3 evre. Priznanje sanjam. Imam tudi v angleščini, če imate kakšne ljudi, kolege, ki ne znajo slovensko. Tule imam, Charlie Chaplin je priporočen dar 15, drugače 16, pa pol dan nekaj. To je zgodne mojega odraščanja, 6. To je pa v medsebojnem partnerskem, ne pa 7. Če kdo želi, ni pa. Ja, Pater Držani, hvala lepa. Hvala vam za povabilo. Pa bi pomagali na naslednje predavanje, ki bo v četrtek, 22. ob 8. ko bo med nami Tina in Janez Kramarič in bosta spregovorila na temo dovoljiva se biti ranljiva. Ja, lepo, ja. Hvala za udeležbo. Hvala. Zvan, ker sem ekonomist, sem imel vprašanje. Recite. Na veliko, da mislim kot vi, kako sem jeziv, ne? Zelo podobno.
ampak me zanima, se da to na evolutivni način ali treba drugačno? Meni je rekel Andrej Detelj, da je beseda evolucija premehka, da bi bila mogoče boljša beseda reforma. Jaz uporabljam evolucija, ne? Vsekakor se izogibam revolucija in vojna, reforma pa, ne? Preobrazba. Ne, to je... In vas lahko prosim, če čujemo predavanje održati v parlamentu. To je samo prav, ne vem, če sem zdaj povedal, ampak te govori o hematizmu, oziroma o izkoriščenju, po vašem, kot prihaja to? Mislim, ali je to že nekaj, že si izgubil noči časa, ali to izkoriščanje, to vse to težave? Vete, mi smo rojeni v svetu dvojnosti, v razpetu sme dobro in hudo. In zato je vedno potrebno dobro zavarovati. Ko pa padejo, recimo, ko pa več dobro ni obranjeno, dejansko se pa lahko razraste pri posamezniki, ki imajo moč, tudi ta izkoriščevalski koncept. Mi ne moremo človeka idealizirati. Mi smo le razpeti med dobro in hudo in zato morajo biti določene norme. Zato je dal, recimo, Bog v stari zavezi 10 zapovedi, temeljnih zakonitosti, obenem nam je pa dal Jezusu tudi tisto moč ljubezni, da lažje to živimo, ne? Ampak pravila morajo biti. In tudi zavarovanje, recimo, če kdo krši za posledicami. Če si dober, potrjeno, kot dobro, če pa kot pravi zvezdica zaspanka, ne? Če pa je napačno, mora biti pa kazneno vzgojna. Mora biti pa posledice, jaz sem dosti časa delal z odvisniki, ne? In zelo hudo je, dokler dajo iz ljubezni starši potuho